potem prevajalec dr. Andraž Zidar na desni, analitični psiholog dr. Jože Magdič in seveda pesnica in esejistka Meta Kušar. Tako da bi vam kar z veseljem prepustili besedo in se potopili v temo današnjega večera. Hvala lepa. Sem vesela, da po več kot 30 letih Poeredernus prihaja skozi slovensko založbo še enkrat na Štrk. Moram reči, izid leta 1989 je bil seveda ena, da rečem mogoče, poetična pustolovščina. In ne slaba, moram reči, da celo imam občutek, da je bilo leta 1989 v slovenski javnosti več zanimanja in radovednosti za to knjigo, kot mislim, da je danes. Ampak gotovo se bo spet zbudila, oziroma jo bomo poskušali zbuditi, ker vsi tisti, ki poznajo, kakšne so razmere na Slovenskem, oziroma z stanjem, kultiviranostjo duševnega življenja, potem vsi vemo, da obe dve te knjigi zelo potrebujemo in ste zelo dobrodošli. Zato založbi Unko, tukaj sicer ne vidim ne urednika, ne gospe Renate, ampak vseeno hvala lepa. Seveda k temu pionirskemu projektu se je, kako nam bo še razložil, pridružil gospod Andraž Zidar in dodal še drugi pol dela študij Marie-Louise von Franz, sicer zgodbo o Apolejevem zlatem oslu, v njegovi začaranosti osla in v njegovi odčaranosti spet v človeško podobo. Vse to se namreč razvije skozi proces individuacije, oziroma, če bi rekla, v zvezi s podnaslovom, spoznanjem in osvoboditvijo njegovega ženskega in kultiviranjem njegovega ženskega principa. Še neka dragocena stvar je, namreč dr. Jože Magdič je človek, ki je poznal Marie-Louise von Franz in bo nam lahko povedal nekaj osebnih spoznanj ob tako veliki analitičarki, pravzaprav bi rekla gotovo pomembni, ne tako seveda kot osnovna oseba Karla Gustava Junga, ampak gospe, ki so delale okrog njega, ki so pomagale svojim dragocenim znanjem, erudicijo, so seveda zelo veliko pripomogle k temu, kar je on raziskoval in delal. Gospe bom dala prvo besedo, če lahko, če pa ne, bomo dali pa prevajalcu, če si želite, da on začne. Da on začne. No, gospod Andraž Zidar, dajte nam malo razložiti. Predvidevam sicer, ker vem, da je nekdo na pravni fakulteti bil ljubljenec, malo zaljubljen v analitično psihologijo, ampak vseeno, kako ste prišli vi, vaš poklic je diplomacija, kar seveda ni daleč od te snovi. Von Franz večkrat omenja, kako smo v tem času preveč zanemarili to, da problemi dobrega in zla niso samo problemi dobrega in zla, ne, ampak so pravzaprav psihološki problemi. Kako ste vi prišli do tega, da ste prevedli to knjigo Marie-Louise von Franz? Ja, hvala lepa za besedo. Jaz sem pričakoval, da boste vi začeli, ne, ker ta prva knjiga je Poeredernus, nekako, ki je izvozil vse skupaj. Ampak
lahko pa se potem vrnemo nazaj na Pere Eternusa. Torej, ja, omenil bi to, da je pravzaprav pobudnik za prevod obeh knjig profesor dr. Boštjan Zupančič, ki je eden od slovenskih profesorjev, ki je zelo podajal te tematike na zelo meddisciplinaren način. In je tudi študentom predaval o psihologiji, o Freudu, o Jungu, skratka o marsičem. In s tem nas je tiste generacije takrat, to je bilo že kar nekaj časa nazaj, navdušil nad temi temami. Tako da tukaj je nek interes moj in potem, ko sem bral te knjige, so me dejansko zelo potegnile vase. In od tukaj je tudi prišla ta ideja, da bi prevedel knjigo Apoleo Zlati osel, predvsem zato, ker je to nekako dopolnitev tistemu vašemu prvemu delu, in tukaj vam gre veliko priznanje, da ste 30 let nazaj, več kot 30 let, izvedli prevod in tudi se pravi objavili to knjigo, ki je bila, če se ne motim, to boste vi povedali, prva jungovska knjiga v Sloveniji, če se ne motim. Ja. No in poleg Pere Eternusa je zdaj Apoleo Zlati osel tisto delo, ki ga nekako dopolnjuje. Ampak jaz bi res moram se zahvaliti večjim osebam, ki so sodelovali pri tem prevodu te knjige. Kot ste vi rekli, zahvalil bi se rad dr. Samu Ruglju in Renate Rugel za to, da je založba prevzela ta projekt, ga naredila za svojega, ker kot vemo, žal se knjige, vedno manj se jih bere, žal, ampak gre tukaj za tako temo, ki je koristna lahko za vse. Profesor Zupančič je rekel večkrat, da je to najboljši prispevek k zmanjšanju slovenske norosti. Je velik prispevek k temu, da se Slovenci zavemo, kaj pravzaprav te knjige pomenijo, kakšne probleme imamo in kako jih reševati. Zato je spravim, da sta obe knjigi zelo praktični, tudi zelo terapevtični na nek način, zato ker omogočata vsakomur, da se sooči s temami, ki so notri, da se poglobi v svojo psiho, da poskuša identificirati probleme, ki obstajajo in jih hkrati tudi sproti reševati. Rad bi se zahvalil seveda tudi moji ženi Živi, ki me spodbujala pri tem, da sem ta projekt dokončal, ker to seveda traja, to ni bil projekt nekaj mesecev, to ni bil projekt nekaj let, to je bil projekt pravzaprav kar več kot 21 leti, ko sem to knjigo prevajal in se vračal in jo ves čas izpopolnjeval, se pravi ta prevod. Seveda bi se rad zahvalil tudi Živi Borak, ki je danes z nami. Živa Borak je klasična filologinja in ravno z njenim uvidom in njenim pregledom vseh teh tematik, ki so antične, se mi zdi, da je tudi prevod verodostojen tudi v slovenščini. Miri Škralj bi se rad zahvalil za lekturo te knjige, seveda profesor Vesni Švab pa za to, da je sprejela povabilo in napisala spremno besedo k prvi knjigi Pere Eternusa med posodobljenemu izvodu. In moramo imeti še to, zahvalo pokojnemu profesorju Primožu Simonitiju, ki je prevedel knjigo, se pravi izvirno knjigo od Apoleja Zlati osel ali Metamorfoze. On je to prevedel že nekaj desetletij nazaj, krasen prevod je in to je tudi meni olajšalo moje delo, ker sem pač v tistih delih, kjer je šlo za citiranje izvirnika, pač se naslonil oziroma prevzel njegov tekst, ki je tudi notri. In skratka se mi zdi, da na ta način smo res uspeli tudi s tem drugim prevodom te druge knjige narediti eno veliko delo. Bi pa samo to še omenil, se najbrž bomo šli v krogih, pa ne bi preveč monopoliziral besede, ampak da naš ta projekt prihaja v pravem času. Zakaj? Zato, ker je Louise-Marie von Franz res ena od vodilnih jungovskih psihologov, psihologin. In ravno v tem času, pravzaprav mislim, da se je lani začel ta projekt, so začeli izdajati njena zbrana dela v 28 knjigah v angleščini. Skratka, vidite, kako res izvirna in tudi kako kreativna je bila Marie-Louise von Franz in se pravi, to tudi angleško govoreči svet je prepoznal in začel izdajati to serijo knjig. No, mi smo imamo pa serijo 2 knjig, ki sta pa tudi zelo pomembni, ampak o tem mogoče
več je kasneje, seveda je pa še nekaj drugih knjig v slovenščini, od njih, ki so prevedene. Hvala za enkrat. Še to sem želela vprašati, kako je pa na vas vplivalo to, recimo, ste začuli kakšne spremembe v kakšnem segmentu, ne vem, mogoče je bila persona najbolj pod udarom ob spoznanju tega, kar ste prevajali oziroma kar ste se poglabljali, ne? Ker vaš poklic je zahteven, nekako drugačen, čeprav zelo pet pravzaprav v to, kar ona govori, ampak vsekakor ste samotni v teh razmišljanjih verjetno v svojem poklicu med svojimi kolegi, kar se tiče te tematike. Hvala, to ni lahko vprašanje, ki ste ga dali. Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da postajamo vedno manj samotni. Pravzaprav se tudi diplomati zavedamo pomena psihologije, pomena spoznavanja drugih ljudi, pravzaprav je to del našega poklica. In ravno pred kratkim smo tudi imeli na Diplomatski akademiji, ki jo vodim, predavanje tudi jungovske psihoterapevtke, magistre Urška Edišek, ki je govorila o tem odnosih v nekem kolektivu, odnosih med osebami. Tako da imamo tudi tam to senzibilnost za odnose med ljudmi. Kar se pa mene tiče, bi pa to omenil, zdaj ne vem, koliko naše poslušalstvo pozna samo zgodbo Apolojevega zlatega osla, ampak gre za to, da se Luci, ime mu je Luci, protagonistu te knjige, ona potem to analizira skozi ključ jungovske psihologije, da se po sili razmer spremeni v osla, zato ker ga zanima čarovništvo, ampak pri teh urokih gre nekaj narobe, seveda ona razloži, zakaj gre narobe, in se spremeni v osla, namesto da bi se spremenil v sovo. In potem gre celotna ta prigoda, gre naprej z nekim valovanjem, ki se kaže med zavedanjem dogajanj na zavedni ravni in pa na nezavedni ravni. In ona ravno s tem ključem stikanja med zavednim in nezavednim pokazala, kaj se pravzaprav tukaj dogaja, se pravi pot k sebstvu, k individuaciji. To je zgodba te knjige. No in seveda ta pot je kar dolga. Tukaj je veliko erotičnih zgodb zraven, to je pač ta narativ te zgodbe in se vse dogaja preko raznih zgodb. In ključ, kako naj bi Luci se spremenil iz osla nazaj v človeka, je pa v rožah. Se pravi, pojesti bi moral vrtnico, zato tudi vrtnica danes tukaj z nami. In mu seveda nikakor ne uspe spet iz točno razlogov, ki jih von Francois zelo dobro opiše. Ker še ni pravi čas. Ker še ni pravi čas, ja. In na koncu je pravi čas, mu to uspe. In tam gre res za en proces, ene zelo globoke individuacije in pravzaprav razsvetljenja, pravzaprav preskoka v neko višjo raven duhovnosti. Ampak mogoče bi to prepustil za vas poslušalstvo, da sami preberete in sami odkrijete. Jaz bi samo to rekel še, kot odziv na vaše vprašanje. Knjiga je izjemno močna. In mene je pravzaprav, ko sem jo prevajal, ko sem jo že bral, me je zelo potegnila in se zdi kot potovanje sam vase. Se pravi, oseba, ki jo bere, gre sam vase, zato ker ona operira z ogromno arhetipi in ti pokaže pot do teh arhetipov in ti arhetipi ti pokaže pot do samega sebe. In ti odstira ogromno nekih poti. In jaz bi pravzaprav rekel, ker sem knjigo večkrat bral, je bilo vsako novo branje bila dogodivščina zase, kot da bi bral novo knjigo. Ker se ti toliko stvari spreminja v življenju in se ti toliko stvari odpira. In je res izjemna knjiga in ključ jungovske psihologije, ki je tukaj notri, je tudi izjemen. Samo to bom še povedala, leta 1989, ko sem v samozaložbi morala izdati Puer Aeternusa, seveda ni bilo med slovenskimi založbami oziroma uredniki slovenskih založb nikogar, ki bi vedel, da je Jung seveda tist modrec oziroma tist vedec
vedež, ki je zelo stabilen in da kamor on pride, tudi ostane, ne. In so ga seveda zavračali, da je to nekaj preživetega, da to ni več uporabno, da je to že vse pasé. Seveda ni bilo nič pasé, zato ker je bila ta prva izdaja natisnjena v 2000 izvodih in je bila kljub zelo brutalnim takratnim razmeram, strašno inflacijo, ko so bile knjige po 35 000 dinarjev od mogoče začetnih 120, ne, bila aktualna, ljudje so jo brali, čeprav se mogoče je dogajalo to, kar se ponavadi dogaja, kadar ne človek bere zdravniško enciklopedijo in najde seveda vse tiste bolezni v sebi, ki jih ima, in tako so žele iskale bojrilnost v svojih možeh, tako so iskali učitelji bojrilnost v svojih profesorjih in tako naprej, ampak se je dogajalo in so razmišljali o tem. Takrat je bila avtorica še živa, je bila strašno benevolentna in sem ji pisala, kakšne zahteve ima, kakšne so avtorske pravice, in je rekla, ne, da se zahvaljujete, ne rabi nobenega denarja, da samo ne pošljem 2 izvoda slovenska, ko bo knjiga išla. Zdaj seveda, nedvomno je tudi to, da sem se jaz s Pujerem prej srečala, ampak pravzaprav istočasno kakor z dr. Magdičem, kajti takrat sem iskala nekoga, ki bi bil analitični psiholog, ne, in med psihiatri, kjer sem iskala, ni bilo nobenega in potem mi je dr. Bohak rekel, ja, jaz enega poznam, on je v Rakičanu, on pa je analitični psiholog in je tam res bil v zdravstvenem domu, kaj komaj zgleda v zdravstveni dom, moram priznati, in tako sva ga šla s prijateljem obiskati in sva ga odkrila, ne, in to je bil res zaklad. Seveda, kot še enkrat rečem, nobene podpore ne med založniki, ne med strokovnjaki. Dokler se seveda ni potem leta 2000 zgodilo, ker sem jaz seveda vztrajala, nekako sem uspela spraviti s pomočjo poznanstva urednika Vitala Klabusa še prevod Spomini, sanje, misli. In potem še pri mladinski knjigi Človek in njegovi simboli, ki je bila pa res 3-krat ponatisnjena, in potem je Beletrina, ki je pač fleksibilna za te stvari in toliko moderna, šla narediti en zelo velik projekt, sicer brez ilustracije, ampak vendarle je izdala rdečo knjigo, kar se mi zdi izjemna stvar za ene Slovence. Ampak samo to sem želela reči, ko ste povedali, da ste imeli predavanje neke analitične psihologinje. Takrat, ko je išla knjiga Človek in njegovi simboli, nas je takratni predsednik svetovne IAAP, dr. Luigi Zoja, vse nas 3, prevajalko Ano Jelnikar, dr. Magdiča in mene povabil na srečanje v Cambridge. In tam je bilo eno zelo zanimivo predavanje, kjer so Nemci poročali, da imajo vse kadrovske službe pomembnih podjetij in ustanov zaposlene analitične psihologe. Kajti lahko gre cela firma, če napačno zaposlite nekega človeka, ki ima napačno tipologijo in bi rad bil vodja, pa je recimo introvert v pisarno, kjer ne piše zakone, ne, ampak recimo on kandidira zato, ker se je poročil in rabi višjo plačo, ne, ampak oni se odločijo na osnovi teh spoznanj, da mu dajo višjo plačo, samo da ga obdržijo tam in da je mir in da lahko stvari tečejo naprej, tako kot je prav, da tečejo v enem podjetju, ki si želi ene dobre odnose in zaradi njih seveda tudi eno prosperiteto. Zdaj, preden bom dala Jožetu, ker to se bo verjetno zelo nekako upilo vse nas, ta znanstva z Marie-Louise von Franz in sploh
z jungovskim življenjem na inštitutu tam v jezeru. Bi vas rada vprašala, kako, to zdaj sprašujem zaradi teh mojih izkušenj, kako slovenska psihiatrija razlaga oziroma poučuje vse te stvari, ki jih jaz poznam seveda samo iz jungovskih tekstov. Recimo, če rečem, osnovna stvar je individuacija, do individuacije pa pride s poznavanjem sence, persone, anime, animusa, potem kontakt s sebstvom in potem neka individuacija, ki omogoča, da se naša, če rečem, razcepljenost oziroma disociacija, ki se pač vedno dogaja, spet integrira in da spet postanemo nekakšna taka celota, kot nam kažejo mandale, da je pač to neko psihično zdravje. Kako stroka pravi? Jaz moram najprej reči, da se spomnim, ko sem še specializirala in sem delala, se spomnim enega svojega učitelja, ki je rekel, da je analiza v svojem bistvu revolucionarna. In da ni slučajno, da dr. Mandić, tako kako ne rečem, je v slovenski stroki, pravzaprav ne sorte, pa jaz tudi na en način, čeprav se nisem nikoli poglobljeno ukvarjala z analizo, veš, smo bili zelo hitro, ljudje, ki smo se spogledovali za tem, v bistvu, jaz mislim, da res revolucionarnim načinom razmišljanja, ki je usmerjen drugam, kot je običajno. Psihiatrija se ukvarja z znaki bolezni, z zdravljenjem, z relativno enostavnimi pristopi, ki naj bi zazdravili človeško dušo. Če hočeš pogledati z te strani, če hočeš delati z te strani, kot poveste vi, pa je treba seveda narediti več kot to in razmišljati seveda tudi daleč preko običajnih okvirjev stroke. Jaz mislim, da je dr. Mandić to ves čas delal na svojski način. Jaz sem se srečevala, tako da sem se enkrat na 10 let, ki je srečala, ampak vedno z enim takim občutkom, da je nekaj, vsaj jaz sem vas tako doživljala, kot neko sorodno dušo v tem strokovnem prostoru, veš, ki zna razmišljati na svoj način. Stroka je pač sledi nekim strokovnim smernicam, ta hipi analiza in predvsem jungovski pogledi na jungovsko razumevanje razvojne psihologije se mi zdi dost v ozadju. Torej ni kakšnega navdušenega mladega psihiatra, ki bi se s tem poglobljeno ukvarjal, vsaj jaz o tem ne vem nič, čeprav sem zadnjič slišala enega kolega na tem tednu možganov, ki je poskušal z nekimi dinamskimi razlagami enih stisk, ampak daleč od poglobljenega razumevanja analitikov o razvojni psihologiji. Tako da jaz mislim, da ta hip stroka nima pravega odgovora na vaše vprašanje, da poskuša ob množici duševnih stisk reševati probleme hitro in relativno površno, zelo veliko se dela z zdravili, zelo precej se dela z kratkimi vedenskimi ukrepi, medtem ko so analitski pristopi pravzaprav ne bom rekla v zatonu, ampak v ozadju. Zdaj, jaz mislim, da to ni dobro, se z vami strinjam, mislim, da je treba to revolucionarnost analize potegniti vsake dolg časa na plano, zato ker usmerja pogled navznoter tudi v vsakega izmed nas, ki delamo z ljudmi v praksi. In zdaj moja izkušnja tega, kolikor sem imela priložnosti, to je bilo 10 let enih treningov, sem imela tudi v smeri v smeri psihoanalize bolj grupne, pa nisem Junga, sem bolj brala, kdaj kaj delala na tem področju, da je to še danes dobro in da mi omogoča neko introspekcijo ob mojih pacientih. Ne vem pa, koliko kolegov še se sploh s tem ukvarja in kakšno težo ima to delo, ki ste ga, oziroma to
ta perspektiva danes v strokovnih krogih. Mislim pa absolutno, da je treba spet slišati vaš glas, dr. Magdič, v strokovnih krogih. No, mogoče je, ne mogoče, ampak sigurno je, da je demokracija pač po letu 90 prinesla vsaj to, da se lahko zdaj analitični psihologi izobražujejo v svojem krogu, ne. Tako so začeli seveda v vseh državah, predvsem tudi zelo intenzivno v vseh bivših komunističnih državah, ne. Ker mogoče pri Pujeru mi to še ni prišlo na misel, ampak ko sem brala zdaj Apulejevega Zlatega osla, sem videla, da pravzaprav tista pomembna knjiga, ki sicer dosti brez odmeva šla skozi slovenski prostor, knjiga Vode svobode, ki je napisal kolega od gospoda Cidarja iz Toksimoniti, pravzaprav ugotavlja, zakaj v Sloveniji demokracije ni. Jaz mislim, da demokracije ni zato, ker enostavno nimamo dovolj individuiranih ljudi, ker brez individuacije enostavno demokracije ni. Demokracija ni kmečka stvar, to ni kolektivizem, to se ne more roditi v nekih ruralnih situacijah, ampak seveda tam, kjer se začne individuacija. Dr. Magdič mi je nekoč že davno, pred mnogimi leti, ko smo nekako v moji dnevni sobi ustanavljali nek center oziroma ne vem že kaj za slovensko demokracijo ali kaj sta že z Damjanom Bovcem delala. No, takrat je on rekel, da je seveda meščanstvo do zdaj najboljša oblika za individuacijo, da ponuja najboljše pogoje za individuacijo. Tisti časi seveda in da je človeška duša v bistvu demokratična. Tako, da je to prav model demokracije, zato ker enostavno pravzaprav je še dosti bolj, bi rekla, natančna in strožja, kakor so režimi po svetu, zato ker ti res dejansko naredi popoln kaos in duševno bolezen, ki jo ti seveda osebno zelo čutiš, medtem kot to, kar zdaj čutimo kot prevrate, vojne, napade, monizme in tako naprej, mogoče niti ne razumemo kot vprašanje človeške duše in naše osebno vprašanje, ne? Ampak nam to prihaja kot nekaj zunanjega v našo notranjost, čeprav je to seveda naša notranjost. Povej nam, Jože, kako je bilo takrat na Jungovem inštitutu, ti si prišel v 60-ih letih, kakšne so bile razmere takrat? Kako so imeli radi študenti Marie-Louise von Franz? Jaz sem prišel na Jungov inštitut januarja 1971 in sicer imel sem to srečo, da sem bil že takrat nevropsihiater, torej z lahkoto sem dobil službo v Zürichu. To je bil pogoj, ne? Pogoj, ker seveda to je privatni študij, ki me je, če malo sedaj preskočim, če sem tako malo izračunal vsega skupaj, me je stal za takratne jugoslovanske razmere eno hišo. Če to vse skupaj potegnem, in sem tudi študij zapustil z dolgovi, ki so jih potem z ženo še pozneje vračala, torej nekako sedaj sem že kar preskočil. No, v glavnem, jaz sem prišel, ko sem že
kolegici Švabovi pripovedoval, nekako spontano sem prišel do Junga. In če se sedaj vračam še na to lepo izvajanje, kar se tiče slovenska psihiatrija in pa psihoterapija, jaz sem bil v tisti prvi edukacijski skupini, ki jo je vodil profesor Leopold Bregan. To je pač neofreudianizem bil in tudi Hubert Požarnik, ki ga vsi poznate, da tako rečem, je bil tudi notri v tej edukacijski skupini. Torej, začel sem z neofreudom, potem sem prišel v Zagreb in v Zagrebu na psihiatrični kliniki je doma Sigmund Freud, še dan danes. In tudi izpit smo mi polagali v Zagrebu iz neurologije, psihiatrije, pa psihoterapije tudi. In jaz sem bil tako dober Freudovec, da so mi ponudili službo na Rebru, pač na psihiatrični kliniki v Zagrebu na Rebru in da me bodo tudi štipendirali za Freuda. Potem sem pa jaz enega dne pripovedoval hčerki od profesor Bettelheima, znani Freudovec, Ruth Bettelheim, o mojih spoznanjih in potem sem pa dobil njen odgovor, po hrvaško bom rekel, pa ovo što ti govoriš, to ti je Carl Gustav Jung. Tako jaz sploh niti nisem vedel za ime, ne. To je čisto, da so take štorije. Da sem pa prišel do Junga, sem pa prišel, če sem že malo lepljiv, sem pa prišel, ko sem predaval na srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti psihiatrijo. Čisto tak. In potem med predavanjem, med eno uro se mi je kar naenkrat posvetilo, po domače rečeno, ne, seveda za mene, ne. Dobre razmere za animo so bile tam, ne? Dobre razmere za animo. Odnosno sem potem tudi prišel do spoznanja, se pravi, ker Freud je ontogeneza, to se pravi razvoj osebnosti od nastanka naprej, ne, pa sem se začel spraševati, kje pa je filogeneza, ne. In pravzaprav to spoznanje, odnosno vprašanje sem se postavil med poukom, kot rečeno, pa sem rekel, ja, pa mora še biti tudi filogeneza, če je ontogeneza, ne. In to ti je Jung, ne. Skratka, tako sem jaz potem šel v Zürich in torej delal sem in študiral. Razmere na Jungovem inštitutu so bile seveda izredno, kot se še dan danes, izredno široke. To so programi, ki tečejo na angleškem, na nemškem, francoskem, italijanskem jeziku, torej 4 progovni. To je ena taka, bi človek rekel, švicarska. Pač je to, ker enostavno tudi takšen naval študentov je bil enostavno. No, jaz sem se odločil za nemški program, ker sem v osnovni šoli se že učil nemščino in potem že specialistični izpit literaturo se več ali manj z nemškega jezika in sem, kot rečeno, lahko dobil službo v Zürichu in tudi seveda sem potem lahko avtomatsko začel študirati, to spravi z lastno analizo in slediti predavanjem. Sedaj pa tako, če gremo, torej Jung je prvi, potem pa so bili njegovi učenci in Marie-Louise von Franz je bila Jungova učenka, ampak potem pa pridem pač narcisoidno, težko rečem, potem sem pa že v mojem krogu, ne. Spravi, moji učitelji so bili učenci Karla Gustava Junga, ne. Tak, imel sem to, bi človek rekel, arhetipsko srečo sploh, da sem tudi spoznal številne Jungove sorodnike še, ki so tudi prirejali tako po švicarsko kakšne takšne zabavice in tam sem spoznal, med ostalim tudi Jungovo sestro, itd. No in seveda ena od mojih učiteljic je bila spoštovana Marie-Louise von Franz, klasična filologinja, tudi in psihologinja. Ona je torej
če jo tako opišem kot osebnost, kako sem jo tudi jaz doživljal. Najprej iti na njeno predavanje je bil praznik. To si se pripravljal mentalno, da boš to živel, mi smo jo rekli Luizo, tako malo. Torej, jaz bi rekel, z eno besedo bi rekel, da ona je bila plemkinja. Enostavno po psihičnem profilu je bila res oseba, ki je tudi, vidi se enostavno z eno tako avtoritarno, vendar spoštovanje zbujajočo persono. Njena predavanja so mi najbolj ostala v spominu od vseh mojih profesorjev in tudi moram reči, da to smo že takrat govorili na Jungovem inštitutu, da pravzaprav brez Marie Louise von Franz ne bi bilo Junga. Enostavno, sicer moj Jung je imel en tak splet dam okoli sebe, pomagaj. Venček. Ja, ampak v glavnem, torej, Marie Louise je pa bila ena taka dejansko tudi, kar se tiče same erotične dinamike, če smem tako reči, dejansko nedostopna. Skratka, pred njo si samo lahko pokleknil kot pred boginjo. Tako sem jaz doživela Marie Louise von Franz in tudi ostali profesori so bili super. Če se malo ven mečem, jaz sem ta študij končal niti enega dneva, nisem bil absolvent. Kot rečeno, moral si hiteti, ker študij je bil drag in temu primerno tudi individuacija, nekaj tam dobiš, spravi, ko sem dobil diplomo, če še malo smem o tem tudi, ko sem dobil diplomo, v glavnem tam sta bila dva pojma, najprej vsi položeni izpiti in potem seveda so se zbrali vsi, ki so poznali študente na Jungovem inštitutu in so večer pred podelitvijo diplome razpravljali o zrelosti, o individuaciji, skratka. Torej, si imel vse izpite, jaz sem poznal recimo enega Italijana, čudoviti človek, čudoviti, ampak mama, tisti pravi mama Italijano. Mama Italijano, ampak on je 3 leta čakal na podelitev diplome in jasno pač z evidentnim materinskim kompleksom. Da je prišel do svojih vrtnic. Da je prišel do svojih vrtnic. Skratka, torej, obe dve veji sta bili odločujoče, kot rečeno teorija, ampak potem pa tudi ta individuacija, o kateri je že gospod Zidar tudi danes lepo govoril. Tako da individuacija, pa še kljub temu nisi popolnen človek. Individuacija ni dokončana zgodba, ampak več ali manj se vsak na svoj način približuje. Zato tudi, recimo, potem bom nehal, Jung je pravzaprav reformiral tudi Freuda, kar se tega tiče. Torej, za časa Freudove analize se ne smeš poročiti, pa tak naprej, medtem ko Jung je pa rekel, ravno zaradi tega, ko ti individuacijsko priješ do te stopnje, kot je terapija, da rečem terapija, to je tudi relativen pojem za nas Jungovce, jaz sem samo psihopompo, spremljevalec duše, duša se pa zdravi sama, torej kot je mentalno stanje pripelje do tega dejansko, da sprožiš individuacijski stroj in dejansko se ustrezno individuiraš tudi v smislu, da se zaljubiš. Jaz imam sedaj enega študenta, ki študira, pač sem jaz učitelj psihoanalize. Gospod je star 40 let, pa se je zaljubil. Ja, pa to je to. Končno, čisto tak. Skratka, to se pravi, pa sam ne ve, zakaj se ravno sedaj zaljubil, ko je prišel k temu Magliču, pa ga tale Maglič tam statistično muči, to pa tam, Ampak v glavnem sedaj se je človek zaljubil in je res zaljubljen.
da je še vse skupaj kazalo torej, na nekega, ne vem, pujerčka in tako naprej, ampak evo ga, torej, to so ti avtomatski, avtonomni, valoviti, kot je rekel gospod Zidar, individuacijski procesi in v njemu se je pač sedaj to sprožilo in Bogu hvala, da se je. Samo še to nam povej, tvoj izpit za individuacijo je bil tudi zelo zanimiv, namreč svojo ler analizo si delal pri nekom, ne, ki ni želel, da bi se ti in da bi ti dobil zrelostni izpit, čeprav si bil ti prepričan, da ga zaslužiš, ne, in si bil tako kot v pravljici tisti junak, ki je že stisnil kamen in je že voda ven pretekla, ta ti je pa rekel, da ni voda, ne. Mislim, tema je zelo aktualna, Metka moja, ne, ker trenutno jaz sem velik Slovan in jaz zelo trpim v tej ukrajinski vojni, ne. Če kdo trpi, jaz trpim, ne. Covid me ni ustrahoval, ampak tu pa trpim kot slovanski arhetip. Jaz sem imel profesorje, ki so bili Germani, ne. Potem sem pa rekel, pa poslušaj, Jože, zdaj boš pa šel k enemu, ki je pa Belorus. Belorus, ne, hočem še malo biti dejansko tudi prislovalno, hočem biti tudi na analizi, da tako rečem, hočem, da se midva nekako srečujeva, da on meni kaj da, jaz pa njemu, v glavnem, seveda sem jaz več pričakoval od njega. Ampak potem pa so se zadeve začele komplicirati, ne, to spravi, vsi germanski profesori so bili za to, da dobim diplomo. Ampak veliki slovanski brat, ne, zato pa govorim, ne, torej to je pač slovanska bolezen, ne, da pač veliki uničujejo male, ne. Potem on še rekel, to pa je neki tam, torej Jugoslovan, Slovenček in tako naprej, pa je rekel, pa še to, ne, in tako naprej, ne. In pač enega dneva mene razjezi, ne, pridem na seanso, pa mu vržem tiste franke, švicarske, ne, pa sem rekel, gospod profesor Poliščuk se je pisal, Bog mu daj večni mir, midva sva končala. Čisto tak. Sem rekel, konec je med dama, pa so bili, konec, on pa zakaj? Pa kaj vam jaz vami, vi govorite to, jaz tega ne sprejemam, ne, enostavno midva sva končala. On je rekel, ne, počakajte, vsete si samo lepo, ne, lepo si sete, ne. Ampak potem so mi rekli profesori, veste, tale profesor Poliščuk je bil največji zagovornik vaše diplome. Čisto tak, ne. V bistvu pa, sedaj, če tega mojega ljubega Italijana, ki ga še osebno nisem predelal, tako ga imam rad, ampak v bistvu, da tem psihoterapevtskem ali pa edukacijskem pa individuacijskem procesu pride tudi stopnja, ko se moraš upreti. No in če sedaj grem iz moje duše, ne, jaz sem kmečki otrok, mama je bila introvertna, modra ženska, oče pa tisti ekstraverten, avtoritaren kmet. Ne. In seveda, torej, v bistvu s to mojo konfrontacijo na očeta sem jaz izkazal, da se individuiram tudi na področju dejansko, bomo rekli, mojega očetovskega kompleksa, če smem tako lepo reči, kdo jih pa nima, ne. In skratka, torej, to je ta, recimo ta moja, če se me že Metka tako zapeljala o tem, ne. Dve muhi na en mah, ne, in tako naprej, skratka, torej, ponavljam, ne, potem sem bil sicer še poslanec in tako naprej, sem sodeloval v tem procesu, po tistem, na slovenskem smo pa mi gospodar, ne, spravi ta individuacija tudi v Zürichu in da se upreš tudi močnejšemu Slovanu, če smem tako reči, če treba, ne, je bila dejansko več kot potrebna, da sem to zmogel in
rad sem Slovenec, to je to. Profesor Švabova, jaz sem brala tudi knjigo, ki ima sicer pod naslov Osvoboditev ženskega v moškem, ampak mi je povedala zelo veliko tudi o tem, kakšne so naloge nas, oziroma naloge preizkušnje poti, individuacijske poti ene ženske, ki se tudi seveda podaja na pot individuacije, če želi postati sama svoja. Je to res? Imate vi tudi ta občutek? Sicer je res, da je gospa izjemna mojstrica v poznavanju slehernega duševnega giba, mislim, vsak milimeter zazna in ga lahko točno umesti tako, kot je treba, ne? Ampak ne tako totalitarno, ampak res poznavalsko, tako da se, tako kot en dober mehanik, no, ki sestavlja stroj, ki potem perfektno funkcionira. Ampak ogromno mi je dala ta knjiga vedeti, meni kot ženski. O tem, Ja. kako posebne so te poti. Ampak zdaj, tako meni prijete dve stvari na misel, no? Zdaj Ja. mogoče ne bom čisto odgovorila na vaše vprašanje, zato ker nisem, ampak meni se zdi, zdaj mene fascinira to, da je Draž Zidar prevedel to knjigo, ne, veš, da je moški diplomat, ne, ki je seveda ki veliko ve, ne, o konfliktu, ne, o konfliktih, o svetovnih konfliktih, o socioloških dejstvih, ne, in da se je, kaj bi reče, zelo tudi v to knjigo, ne, da to razumem. Tako se mi zdi, da tle je neka skrivnost, veš, zakaj je, recimo, kako je moški lahko, veš, tako dojel, ne, tudi to žensko, ta ženski aspekt te knjige. To je ena stvar, ki mi pride na misel, druga pa mi je, ko pravite o tem, kako mora ženska narediti na tem, da se osmisli, ne, pa da se, kako pravite, individuira. No. Razmišljam o tem, kako pravzaprav je tam, skozi sem mislila in moram to dokončati, no, kar sva začela z dr. Magičem, skozi sem razmišljala o tem, kako pravzaprav je ta slovenska psihiatrija na en način upela, ne, številne ljudi, no, tudi ženske in moške, ne, v tem strokovnem prostoru, v neke politične zelo težke spone, ne. In koliko pravzaprav je to veliko, zdaj seveda je v tej srednji, no, psihiatrični tlem začela, ne, pravzaprav treba še težje delovati, če si ženska, ne. Zato, ker si pa ne zaradi tega, ker bi bili neki šibkejši ali pa ker bi bili moški toliko močnejši, pa zato, ker so ti stereotipi o zdaj neki podredljivosti in tem, da ne smeš, ne moreš nastopati agresivno, zelo utirjeni. Tako jaz se razmišljam, no, zdaj ko poslušam ta vaš pogovor, ki je res bogatstvo, no, ga slišati predvsem zdaj tako o tem, kako je torej moje vprašanje, no, naprej je zdaj, kako je moški našel to bistvo, oziroma kako je prišlo do tega, da je en tako razgledan človek, ki vidi, ne, po svetu toliko konfliktov in nestrpnosti, videl protivtež, zdaj ko vidim to, no, v tej knjigi, in to je eno moje. Drugo pa zdaj seveda želimo lahko, ker je psihoterapija revolucionarna, razmišljamo o tem, zakaj nas ta knjiga tako osvobaja. Zakaj nas Jung na en način, nas posebej, ki smo živeli in še vedno na en način se srečujemo z političnimi pritiski za to, da bi psihiatrija upravljala svojo politično vlogo, ne veš, zakaj je ta knjiga za nas tako pomembna. To mi pride na misel, pa mislim, da sploh nisem odgovorila na to, kar sem jo vprašala, ampak tako, te stvari so mi prišle na misel. Vse mogoče sploh ni šlo res tako zavestno
odločitev oziroma gotovo ni bil ego tisti, ki je bil odločilen pri tem, da se je tega lotil, ker mislim, da je to težko, da se zavestno odločiš ob tem, da 10 let prevajaš eno knjigo, praktično nima s tvojo kariero nobenega bližnjega kontakta ali pa nekih, kaj ne rečem, rezultatov, da da nobenih rezultatov, ampak je to čisti vložek v tvojo osebnost. Ne? In revolucionarni preboj, ne? Veš, da je si pretala draža besed. Ja, hvala, zdaj sem bil nekako izvan, ne, da moram še kaj obrazložiti, ampak res hvala za to debato, ker ste odprli ogromno nekih vprašanj od demokracije, ne, in pogoj individuacije človeka za demokracijo, se mi to zelo dobra poanta, ne, do meščanstva in demokracije, ne, in nasploh individuacije kot take. Zdaj, pravzaprav ne bi rekel, da je šlo za neke take revolucionarne odločitve, pa da me ne vem, kaj je revolucionarga gnalo k temu, ker toliko sem pa vendarle poznal Junga, ne, in poznal tudi človeštvo nasploh, da vemo nekako, da je človek, ga sestavljata dve platine, se pravi moška in ženska, animus in anima, ne, ki se pač pri ženski je to animus, ne, dopolnilni del, pri moškemu je pa to anima. In tudi, če gledamo pač religijo, ne, nasploh, pojavne oblike, vidimo, da se ta dva koncepta prepletata ves čas. Da je pravzaprav to nekaj, kar je človeštvu lastno. In tukaj gre seveda za to, da spoznavaš samega sebe in svoje dele, ne. Se pravi, ne da se odrežeš od tega, to lepo, zelo lepo von Francovo to predstavi, ne. Ti se ne smeš odrezati od svojega pola, ki je del tebe, ampak ga moraš spoznavati in raziskovati, ne. In zakaj se zgodi osvoboditev Lucija na koncu? Ravno zato, ker gre skozi toliko teh peripetij, v katerih je primoran spoznavati samega sebe, tudi ženski del samega sebe, se pravi svojo animo, da potem se vse skupaj obrne čisto v neko drugo smer, ne, se pravi v nek individuacijski preskok in v duhovnost, ne, na najvišjo raven duhovnosti, v satori, kakor se temu reče na japonskem, ali pa v zen budizmu. In se mi zdi, da to je pravzaprav naloga vsakega od nas, vedno se moraš soočati s tem. In ta zgodba, tako bi rekel tudi dr. Magdič, pravzaprav to spoznanje se nikoli ne konča, ne. Teče in teče in teče in hvala Bogu, da teče, ne. Hvala Bogu, da se zaljubljamo, ne. Hvala Bogu, da rešujemo konflikte med tem, ko se s tem soočamo, ker s tem izboljšujemo samega sebe in na nek način tudi posredno družbo. Bi pa samo se še odzval na to, oziroma dal nek svoj razmislek temu, ta debata o psihiatriji je res zelo zanimiv, jaz sem laik, tako da tukaj nisem strokovnjak, kar se tiče psihologije. Ampak vendarle bi pa z vami delil nek pogled oziroma izkušnjo, se pravi v obisku Epidavra, ko so bila tam že eno na poročnem potovanju. Mi Epidavr poznamo predvsem kot amfiteater, ne, v Grčiji. Krasen amfiteater, tehnološko je izjemen, ne, smo res tako samo presenečeni, kako glas odzvanja tam, kako je en teater zgrajen iz kamna sposoben projecirati tvoje frekvence, človeške frekvence, ne, ampak amfiteater je bil samo dopolnilni del. Epidavr je bil znan zato, ker je bil zdravilišče v antiki. Nekaj taze, kot je zdaj Rogaška Slatina, naprimer, ne, pri nas. In pravzaprav je bil tam celostna obravnava bolnikov, je bila tam nekako zapovedena, doktrina je bila to pravzaprav, ne, in Epidavr, zdravniki z Epidavra so imeli velik slovec v antičnem svetu. Tam imate Asklepijev tempelj, ne, Asklepij vemo, da je bog zdravja. No in tisto, kar bi želel poudariti, je bilo pa to, se pravi, celostno obravnavo bolnikov od tega, da so seveda bili podvrženi zdravniški obravnavi, do tega, da so morali izvajati telesne vaje. Tam imate tudi stadion, ne, se pravi, grški stadion, na katerem so ljudje morali dejansko vse odrestovati športno, ne, teč, metati diske in tako naprej, tisto, kar je na olimpijadi, kar vidimo, ne. Potem dieta, ne, hrana je bila zelo pomembna, marsikaj drugega, ampak pomembno še nekaj, da so vse bolnike
se pravi, dali pred posegom, so jih dali v Avaton. Avaton je bil spodnji del, se pravi, določenega templa, da tako rečem, no, tisto, kar recimo soja, ne. Pri nas je Plečnikove arkade, rečemo, tistemu, kar je Plečnik naredil pri tržnici, ne. Gre za sprehajališče obdano z stebri, nekaj pravzaprav svečanega, ne, tisto niso arkade, ne. To je naš nek izraz, tak laičen, ne, ampak tisto je pravzaprav, v njem je nekaj pač verskega, religioznega v tem. No in tukaj so jih seveda vse te bolnike so jih dali tja, da so šli v neko inkubacijo. V tem Avatonu so se soočili pravzaprav z nekimi božjimi mislimi oziroma božjo obravnavo in to je bil tudi nek način, da je to pripomoglo k njihovi ozdravitvi pa zdravljenju. Ne? In zakaj to govorim? Zato, ker so tudi jungovski psihologi videli ta Avaton pravzaprav kot neko predhodnico tega, kar je potem tudi Jung razvil, ne? Se pravi stik z nezavednim. In zato meni se zdi, zakaj mi je jungovska psihologija ali pa analitična psihologija, če hočemo biti natančni tako prolače, zato ker se mi zdi najbolj človeška na nek način, najbolj organska. In bi tudi tukaj rekel, da, oziroma izrazil upanje, da pravzaprav bo ta smer po neki naravni poti spet prišla do ljudi in upam, da tudi v slovensko psihiatrijo. Da se bo mogoče izval naše psihiatre in psihologe. Veš, jaz mislim, da je treba vrniti v obravnavo v psihiatriji to, čemu ti rečeš, neko celostno obravnavo, pa sej, veš, to vsi vemo in govorimo že desetletja, ampak vendarle je ta, bi jaz rekla, poglobljeno razumevanje predvsem zdravnika, pa tistega, ki zdravi, no, to so drugi kadri samega sebe nujno za to, da lahko pomagamo drugim in ta del, bi rekla, nekega znanja in razumevanja se je v času zgubil, ne, včasih smo to bolje vedeli, zdaj tega ne vemo skoraj da več, ne učimo se nekih tehničnih podrobnosti, malo pa imamo te usmerjenosti vase in jaz mislim, da je predvsem v tem času, no, ko živimo, pa zdaj ne bi rada govorila o hitrosti ali pa o tempu življenja ali pa kaj takega, ampak ko živimo tako mehanicistično, ne, veš, jaz zato govorim o revoluciji, ker gre res pri načinu dela tudi v službah za duševno zdravje in v psihiatriji, pa tudi drugje, ne, v bistvu za niz nekih tehnicističnih, ne, pravzaprav ukrepov za zdravili skupaj, ne, ki jim vse bolj primankuje pogleda vase, zato jaz mislim, da je to opozarjanje na to samorefleksijo, individuacijo, kot vi pravite, danes ponovno revolucionarno, zato ti govorim. Jaz bi sam spomnila še na enega pred kratkim umrlega analitičnega psihologa, na Hillmana. Mi imamo samo eno knjigo prevedeno, Kaj duša hoče. Sicer so pa Italijani prevedli nešteto njegovih knjig, tudi pogovorov. On je bil znan po tem, da je vso analitično psihologijo nekako apliciral na antiko, na mite, na vse to, ne. Zdaj, tole se mi ni zdelo tako naključno, da on želi postati sova. Vem, da je Boštjan imel eno sovico, ki je bila medeninasta in jo imel nekako kot talisman svojega pravnega poklica, ne. In se potem seveda, ne smemo tudi pozabiti, kdo ga čara, ne, to je neka mlada brhka pomočnica kuharice, ne. To se pravi, da se že takoj v prvem trenutku začnejo erotični oziroma bolj seksualni, ne, v pomanjkanju erotični, ampak bolj seksualni vzgibi. Ampak recimo, če je še tako potrebno, če vse še tako upije, ne, ker jaz mislim, da druga zanimiva stvar, ki se pojavlja v Vodah svobode, je seveda vezna posoda, ne.
In stanje v slovenski psihiatriji ni nič boljše, kot je stanje v slovenski politiki, nič boljše, kot je stanje v slovenskem pesništvu ali pa v slovenskem zdravstvu ali pa v katerikoli naši dejavnosti, zato ker se pač to zmeram uravnoteži in noben ne more ene dejavnosti potegniti višje od vseh drugih. Oziroma ona pravi, ne, da če se to slučajno kdaj zgodi, da komu to uspe, ko on gre stran, te stvari takoj padejo spet nazaj v prvotno stanje. Ne. Mislim, če jaz poslušam, samo malo poslušam, ker ne poslušam veliko, ampak samo malo poslušam politične debate, ne, je jasno, da se soočamo z razcepom navzven in navznoter pri teh ljudeh. Ampak problem je v tem, da noben od njih ne ve, kaj se z njimi dogaja. Da to lahko samo določene osebe opazijo. Mislim, verjetno tebi ni bilo lahko sedeti v parlamentu kot strokovnjak analitične psihologije in opažati vse to, kar se okoli tebe dogaja. Ne? Vedel sem za vse inteligenčne kvocijente. To je zdaj že malo tako pretiravanje. Ne? Seveda tudi osebnostne strukture. In celo tudi, nažalost, tudi telesne bolezni. Da biti zdravnik, psihiatr v parlamentu tudi ni tako lahka stvar. In predvsem, seveda, potem Bog ne daj, da bi še potem grobo napadal, ker potem vem, koga napadam. Skratka, včasih je dobro, da ne veš, koga napadaš. Če smem tako reči. Ja, no, še so bili, recimo, so bili določeni, če tako pogledamo, recimo, dokler je Jelinčič bil zadolžen za to, da napada senco vseh drugih, ne, toliko časa mu je dobro šlo. V trenutki, ko so si razdelili to vlogo, potem on ni bil več potreben in aktualen. Ampak, recimo, če si zdaj že omenil strukturo, ne, kot veste, Jung je govoril o 4 psiholoških strukturah, o miselni, čustveni, senzitivni in intuitivni. Ne. Zdaj, seveda, ta problem je star toliko čas, mislim, ne glede na naš čas, na naše razmere, se je takrat ravno to tako dogajalo, kot se danes dogaja. Ne. Ampak nekaj pa mogoče za naš čas vsem značilno, da smo mi zelo postavili na oltar miselno strukturo in pa senzitivno, medtem ko smo čustveno in intuitivno popolnoma zatarali. In zdaj, če ti tako nesorazmerje ustvariš v svoji psihi, ne, je že to stvar, ki je kakor eno poleno, ki je razsekano do polovice in se potem samo še slišijo tisto stokanje, da gre še do konca in potem sta 2 dela. Zdaj, kako, na kakšen način, ker še tiste dejavnosti, ki so bile prej, recimo, čustveno-intuitivne, to jaz lahko vem, ker se mi je vedno zdelo, da je poezija bila nekaj, ki je za čustvene intuitivce, ne, pač filozofija je bolj za miselne intuitivce in tako naprej. Ampak tudi tukaj ni pogojev za to, da bi ti, če imaš te talente, pač seveda moraš ustrajati, ampak ni pa kakšnega, kako ne rečem, ni pa kakšne dobrodošlosti zaradi tega, da bi kdo lahko še kaj jemal za sebe, kakšne bonitete, zato ker če že imaš neko pridelavo nečesa, ker drugi nimajo, ne, pričakuješ, da bo to zanimanje za to. Ne. Ampak jaz mislim, da je to pač samo zato, ker se enostavno ljudje sploh ne zavedajo, kaj se dogaja z njimi. Ne morajo reflektirati tega. Ker jaz, če sem se zdaj pri tej knjigi mogoče po dolgem času spet vprašala,
Pa zakaj sploh imamo analitično psihologijo? Ne? Kaj je bistveno za analitično psihologijo? Če greš ti, če jaz pridem k tebi, kaj si želim? Da me ti nekako upozoriš na tiste zelo tihe, šepetajoče glasove moje podzavesti oziroma nezavednega, ki meni nekaj prigovarjajo in jaz nikakor nočem zaradi premajhne senzibilnosti, premajhne individuacije in še drugih razlogov prisluhen temu. Ne? In če grem pravočasno, potem prisilim svojega nezavednega tako deleč, da začne s trobentami trobati, to so pa že tragedije in nesreče in bolezni in vse to, kar nas doleti, ne da bi si želeli, da nas bo to doletelo. Ja, pa vsaj v psihoterapijo pravzaprav se gre zaradi tako imenovanega bolezenskega pritiska. Se pravi, koliko jaz imam tudi izkušnje v slovenskem prostoru, človek pride pred en bistveni eksistencialni njegov problem in dejansko ne ve naprej, seveda na področju čustvenosti, ne? Ker psihoanaliza obravnava čustvenost, to se pravi šola in tako naprej, mišljenje in zato družba poskrbi, ne? Ampak pravzaprav torej psihoanaliza kot taka je pa, če smem tako reči, tretman čustvenosti. No, kako, recimo, kratko, da jaz rečem, kako pristopam. Jungova šola ne reče, torej jaz nikoli ne rečem, da sem jaz psihoterapeut v tem smislu. Ne? To se pravi, jaz sem psihopompos, to se pravi, mi Jungovci poznamo fenomen psihopomposa, to se pravi, jaz sem spremljevalec duše. Jaz sem spremljevalec duše, ki v bistvu zmore sama sebe zdraviti. Torej, če človek pride k meni, jaz recimo mu rečem o tem življenjskem dogajanju njegovem, bomo recimo šla na sanje. Ne? In na podlagi sanj potem jaz ocenjujem dejansko, kot si rekla, recimo psihično problematiko, v redu. Kaj me pa še bolj zanima, ali obstaja v tem arhetipskem računalniku, da tako rečem, možnost, da se psiha sama rekonstruira v tem smislu, to se pravi tako imenovana terapevtska možnost, to se pravi v smislu samozdravljenja. Ker jaz dostikrat rečem, jaz kot psihiater enostavno, jaz nisem kirurg. Če pride nekdo kirurgu, to se pravi kirurgovi možgani, da bom čisto tako materialističen, kirurgova psiha obravnava kost. Medtem ko pri našem delu je pa ekvivalent enak. To se pravi, srečata se dve psihi, moja psiha in psiha klienta, jaz tudi nikoli ne govorim o pacientih, ker pacienti smo vsi tega življenja, ne? To se pravi enakovredni ljudje in v bistvu jaz spremljam potem recimo sanjami, odkrivam simbole, torej arhetipske simbole, ki vsebujejo terapevtske vsebine za dinamiko na tem realnem problemu dotične osebnosti. Ne. Zato, torej, kaj je pravzaprav psihoanaliza? Psihoanaliza je forsiranje realnosti, to se pravi, psihoterapija je forsiranje realnosti. Ljudje pridejo k meni dejansko zaradi nekega realnega problema. Ne, recimo dobro. Pride recimo oseba,
recimo, ženska v tistih kritičnih letih, ko že ima občutek, da nikoli ne bo rodila. Skratka, recimo, vsebina. Ne? In jasno je, potem ti moraš oceniti, človek rekel, to je sedaj moja naloga, seveda edukacija, ne? Znanstvena, tako rečem, edukacija, ki meni govori, to se pravi, tu je šansa, tu je možnost in potem, če že potem na ta način samo odpiram te arhetipske vsebine, razlagava arhetipske vsebine, ampak kot rečemo, ali bo nekdo prišel do tiste duševne stabilnosti ali pa ne, ni odvisno od mene, ampak primarno je to odvisno od njegove interpsihične konstelacije arhetipske. Torej, to je sedaj, kar se tiče same psihoterapije, ne? Če sem pa jaz fanatičen psihiater, da več življenja, jaz bi vedno bil samo psihiater, ne? Še dan danes imam izredno rad psihiatrijo in upoštevam vse principe, da tako rečem, psihiatrične znanosti, tudi kadar obdelujem dejansko klijente, ali pa tudi jaz sem pač mentor pa supervizor torej na Univerzi Sigmunda Freuda, Jungova smer, pa tudi imam potem še one, ki bodo malo spet diplomirali. Torej, enostavno zelo je pomembno, da moji študenti dojamejo, da niso bogovi, da niso neke vrste, ne vem kaj nad, ampak, kot je že gospod Zidar rekel, torej, kaj vse je pravzaprav psihoanaliza, enostavno, da je vsak od nas nekako samo potnik tega življenja in da smo si tu res na mentalnem področju enakopravni, bodi srečen, da ne zboliš duševno, enostavno Tolstoj je lepo napisal, ne daj me Gospod, da zblaznim, to je tam v knjigi profesora Milčinskega, ne, in da se nam to ne zgodi, ta nesreča, to je pač odvisno dejansko, kot mi Jungovci rečemo, od našega, torej arhetipskega stroja ali pa ustrojstva. Če pa se zgodi, da pride tudi do določene disharmonije, to pa tudi jaz kot psihiater zdravim po klasičnih principih psihiatrije. Še nekaj bi te vprašala, zdaj bilo to že v obeh strani. Če še nekaj bi rekla, če lahko. Ampak treba je več, ne? Torej, če rečeš, ne, ali pa če rečete, ne, da je seveda problem cele družbe to, da ni neke introspekcije, razklanost, narcisističnost, ne, a veš ljudi, ne, ki jo je treba ozdraviti za samo preiskovanjem, za samo pogledom, je treba se vprašati, na kakšen preventiven način lahko deluje analiza, veš, da ti obravnavaš ljudi, je sicer dobro, ampak lahko bi jaz rekla poslanstvo, ne, te jungovske ali pa druge psihoanalize, kako boste spravili to med ljudi, no? Ja. No, če smo že pri zdravnikih, ne. Odkril sem v enem slovenskem mestu enega kolego, ki ni psihiater. Je ene druge stroke. In sem spoznal, ta bi pa bil famozen Jungovec. Poznam pa njegovo predstojnico, pa sem rekel, poslušajte, enostavno tega nam dajte, ne, da bo šel Jungo študirati. Ono pa reče, doktor Mardič, kolega, samo tega ne naredite, da mi ga še vi vzamete. To se pravi, realno, dejansko deficit. To mi pa najbolj veva, spoštovana. Dejansko, torej deficit zdravnikov, in potem, zopet, če bom malo reformator, kot je bil Jung, pri Freuda lahko študiraš, če si psiholog ali pa zdravnik, ne, ta dva, ne. Medtem, ko Jung je to reformiral
Jung je to reformiral, tako da recimo na Jugovom inštitutu in tudi tu na naši šoli, torej tudi med temi sem edini jaz zdravnik, ne? Torej nobeden zdravnik ne študira na Jungu, da tako rečem, ampak zato pa mi imamo pač druge strukture, inženjerji in tako naprej, namreč ravno iz tega vidika tipologije, kot si jih omenila, ne? Spravi, idealen tip tudi psihoanalitika je tisti, ki je nekje, bom rekel, kljub vsemu temu mislec, ne, kot primarna funkcija in sekundarna funkcija, tako je prva pomožna funkcija pa intuicija. Ne. Takšen je bil tudi Carl Gustav Jung. Ne. Ampak vse te tipologije, ki si jih ti omenila, dejansko so potem inkorporirane znotraj Jungove šole, tudi recimo diplomirani inženir strojništva. Ima diplomo Karla Gustava Junga. To se pravi, to je mogoče eden takšen aspekt širitve, ampak moram pa pohvaliti recimo našo RTV, čeprav pomagajo, kakšna je naša. Ne? Recimo, da so našli nišo, da so recimo tudi Urška Edišek je nastopala in tako naprej. Skratka, te mlade jungovke, študentke raznih šol, skratka, tudi ta edukacija, bi človek rekel, skozi medije je tudi ena od možnosti. Drugače, potem bom zaključil, jaz cenim vse šole, ne? Ker zopet, zakaj sem se jaz odločil za Junga, nekdo pa gre za Freuda, tretji pa gre kognitivca, pa ne vem koga vse skupaj. Vse je tudi odvisno tudi iz mentalnega testa, od mentalne strukture, kam kdo gre. Ne? Recimo profesor Trstenjak je mene prosil, naj gre na Dunaj Viktorja Frankla študirati. Pa bi imel zelo fajn blizu, Prekmurje, pa Dunaj, pa tak. Pa ni mi ležal, ne? Pa nima jaz nič proti Viktor Franklu. Ne? Skratka, torej, ker sem pač druga duša, kot rečeno, mene zanima ta filogeneza. Ne? In zato, to spravi, jaz cenim vsako šolo, ni treba, da je to samo Jung, jaz cenim vsako šolo. Ja, recimo, edukacija bo verjetno lahko možna takrat tudi, ko bo strah manjši, ne? Ampak zdaj strah je pa manjši tudi takrat, ko je individuacija močnejša, ne? Tako da tukaj se skozi vrtimo v nekem krogu, ne, ki eno pogojuje z drugim, ampak jaz mislim, da tako kot so se prvi politični koraki dogajali, ne, zdaj so že precej izpleteli, ampak prve odločitve so bile pač drugačne, kot so zdaj. Mislim, jaz osebno si pravzaprav ne predstavljam, ko poslušam predsednika vlade, ki javno vsem Slovencem govori, da je njegova naloga, da bo dal ljudem upanje. In si jaz rečem, a ta človek ve, kaj govori. Ne? Ampak, zdaj, če jaz rečem, ker sem pesnica, si rečem v redu, ampak jaz upam, da bo še kdo drug se to vprašal, pa da bo na glas povedal. Nekdo, ki je, ne vem, psihiater, nekdo, ki je politik še, nekdo, ki je diplomat, nekdo, ki je pač cel ta spekter ljudi, ne, ker to je nemogoče, da se pač pripelje narod po toliko času raznih izkušenj, ne, do tega, da lahko na meni ljudje govorijo neke stvari, ki ne vejo, kaj pomenijo, niti sami ne vejo, kaj govorijo. No. To je res, zame to je hud fopano. Zdaj, seveda, eno zanimivo vprašanje se mi zdi, ki bi vse nas zanimalo, je tudi to, ne. Tale osu, ne, v svoji uslovski podobi
dobi prvo možnost takrat, ko postane častilec Izide. Zdaj, zakaj se odloči ravno za egipčansko boginjo? Najbrž ni čudno, zato ker je bil avtor doma iz Severne Afrike in so bili vplivi egipčanskega kulta zelo močni. Ampak nam vsem to govori, seveda Jung je veliko govoril o tem, da je človeško osebstvo kristomorfno, seveda muslimani bojo rekli, da ima drugačno morfologijo, to se pravi velike teh možnosti, ampak vsi se zdaj nekako sukajo v okviru vernih ljudi, te, ki to govorijo. A mi ti lahko poveš, kako je sebstvo mateista? Ja. Zelo zanimivo. Namreč, Ne, se to je... Torej, ko mi pač prikvekamo na ta svet, to se pravi, vsak od nas ima več ali manj, to se pravi, isto, bi človek rekel, isto psihično osnovo, ali pa govorimo o arhetipski strukturi, in da malo preskočim. Jaz se zadnje čase precej ukvarjam z ateisti, to se pravi, to so ljudje sedaj že v srednjih letih in tako naprej, torej Slovenci smo, to se pravi. V katerih prejšnji rod je bil niso pripadnik? Pač, to se pravi, niso krščeni, čisto nič nimajo, ne. V tem smislu, bom rekel, recimo, krščanstva, ker pretežno je Slovenija krščanska, ne. Ampak, torej, sedaj v srednjih letih, recimo, človek, subjekt, ne bom rekel, ali je moški, ali je ženska, mi reče, jaz grem v cerkev in tam sedim, ne, enostavno pa mikam, pa tako naprej. Hočem reči, ta religiozni arhetip, če ga bom tako imenoval, ne, ta religiozni arhetip rabi tudi svoj razvoj. In torej ni vseeno, ali ga kultiviraš, ali ga razvijaš, ali pa pustiš nekje, da atrofira, po domače rečeno. Recimo, torej, ti ljudje dejansko zelo trpijo, ne? Zelo trpijo, naenkrat iščejo transcendenco, ampak to se pravi, tisti del arhetipskega stroja, da tako rečem, to se pravi religiozni, je atrofiran. In jaz te ljudi zelo cenim, jaz jih zelo spoštujem, pravzaprav zelo cenim njihovo trpljenje. In si rečem, sedaj kot kristjan, reče, ta človek je že zveličan, ne, mi, ko smo imeli dejansko takšno vzgojo in smo negovali religioznost in tako naprej, ampak ko okusim trpljenje tega človeka, kako poskuša ta minimaliziran religiozni arhetip spraviti dejansko v življenje, te muke, to njegovo trpljenje, potem pač moram povedati, da je tudi možno, kot sicer znotraj psihe, da mi nekaj tudi pustimo, dovolimo, da v nas se zatre. Kar se tiče sebstva, odgovarjam enostavno, tudi tako imenovani ateist, ne, ima svoje sebstvo, ampak kot rečeno... Manifestacija me zanima. Namreč sedaj bom pa tisto
To pa je ta človeški problem svobodne volje, ne? ali pa milost, ali pa sreča, ali kakorkoli že. Ne? Kdaj sta Adam pa Eva postala, bom rekel, človeka? Takrat, kada sta se zavedla, to se pravi, kako se je formirala zavest, distanca gola sva, ne? Recimo, skratka, kako sta se začela zavedati samega sebe, ne? In Bog je rekel, da žal mu je bilo, da je naredil človeka. Torej, vsakemu od nas je možno, da odločam o svojem tem globokem, intrapsihičnem, tudi religioznem razvoju. In temu ustrezno je potem tudi, bom rekel, diferencirano sebstvo. Kar se pa tiče samega sebstva, ne, torej, recimo ravno v tej knjigi, ne, Apolejev Zlati osel, simbol sebstva je Izida, pa Oziris. Ne. Spravi, oba dva sta simbol sebstva. Enkrat so me vprašali, če obstaja tudi žensko sebstvo, za Božjo voljo. Da ne, torej, tudi to sem bil vprašal na takem nastopu. Ampak, torej, recimo imam enega študenta, ki je budist, ne. Mi dva se famozno pogovarjava in tudi on mene uči, da tako rečem, pa sva nosila famozne frekvence. Skratka, torej sebstvo ni nekaj orientiranega samo na eno religijo, torej sebstvo kot tako ima tudi številne simbole, ampak ti si načela sedaj, kar se tiče dejansko teh najvišjih simbolov. Tako da... No, če se samo spomnimo na Karla Gustava Junga, on je začel s čaščenjem kamna. Tako. Ker pač, kljub temu, da je bil rojen v... Ja, zato, ker je pač dejansko njegov, to je tisto, torej njegov religiozni sistem. Ja, to ni bilo za njega, ker je bilo nevredno. Krščanski religiozni sistem, njegov oče je bil duhovnik, se je enostavno sesul. In je začel, bi človek rekel, kar nekje tam s šamanom in je potem izgrajeval to svojo religiozno piramido in prek alkimije je potem spet prišel do krščanstva. Saj to o tem tak, da je drugič. Jaz sem mislila, da boš pri sebstvu alkimijo omenil, pri ateistu recimo, če se to kaj manifestira. Seveda se manifestira. Seveda se manifestira, ampak kot rečeno, torej ta svobodna volja v nas, ta svobodna volja pri vsakem od nas je tista, ki odloča, ali bom jaz forsiral negovanje sebstva ali pa ne. To je tisto, kar jaz trdim, enostavno tu smo nekje enaki Bogu, če smem tako reči. Enostavno ravno na področju svobodne volje. Jaz odločam, kaj bom storil. Tudi celo, da rečem, da odločam, kaj bom storil z Bogom v meni, da bom malo še pretiravajoč. Skratka, to pomeni to biti človek in zaradi tega, torej, jaz bi rekel, razvojne stopnje sebstva, če smem tako reči, so enostavno pri različnih posameznikih še kako različni, tudi kar se tiče same kvantitete, ne samo kvalitete. Gospa Kušar, lahko se še jaz vrnem na to vaše vprašanje, ki je bilo blazno zanimivo in bi pravzaprav delil en prevajalski oreh, s katerim sem se moral spopasti, namreč beseda novinozno. To je ena taka zelo globoka beseda, pravzaprav pomeni zelo globoka, ker pomeni neko zelo globoko poduhovljenost. In jaz sem pač izhajajoč iz tega, da je vendarle dobro, da se prevaja v slovenski jezik, sem večinoma uporabil besedo poduhovljenost, se pravi poduhovljen proces. Ampak tisto, kar je zelo zanimivo, je to, da, kot ste rekli, v knjigi imamo ogromno antične religije, se pravi rimska, grška, egipčanska. In vsi ti arhetipi, s katerimi
von Francova operira in jih pravzaprav prikazuje, ne, se pravi, da jih ven iz konteksta, so si na nek način zelo podobni v tem smislu, da se dotikajo dejansko človeške duše nekje zelo globoko. In da pravzaprav, jaz bi rekel, da je vsakem od nas, ne, so ti aspekti, se pravi, to, ko ste že rekli, dr. Magič, ne, se pravi, religiozni, ne. In je pravzaprav važno to, da ko naletiš na to, je pravzaprav nek sprožilec, ne, in ona te sprožilce noter vnaša in te odpira, ne, že s tem, ko bereš ti to knjigo, ker ima take močne stvari zapisane, ne. In zanimivo mi je to, no, potem, ko sem razmišljal, da sta si recimo grška, rimska religija ste si zelo podobni, ne, vemo, medtem ko egipčanska je pa dosti drugačna, čeprav je seveda vplivala na grško-rimsko tudi, ne. Ampak se mi zdi, da je egipčanska zelo pomembna, oziroma je veliko paralel s krščansko. Zato, ker imate tam, dejansko imate Ozirica, imate Seta, ki mu je, ne, nasproti popolnoma, ne, ampak imate tudi to, da se ta dinamika, dialektika dogaja vaš čas. Ne. Nihče ne zmaga, ampak se to vrti, ne. In mi zdi, da je tudi tukaj seveda izjemno pomembno, ne, na strani seveda Ozirica, ne. In to je tisto, kar te na koncu, no, pelje tudi to zgodbo, na koncu nekako sproži to svoboditev evolucija, ne, ko postane zopet človek. Čeprav je mogoče luminozna vse malo več poduhovljeno. Se strinjam, tako da upam, da ne bo preveč kritik zaradi te odločitve. Ne. Mislim, jaz sem sama veliko kritik morala sprejeti, zato ker sem v nekih razmišljanjih v tistih svojih esejih mešala pač tako, kot je nekako moji čustveni naklonjenosti ustrezalo, ne si bo luminozno, pa spiritualno, pa metafizično, pa vse to ima neko skupno vid, pa seveda ni to isto, ne, daleč od tega. Zdaj tako, v Bosmih bojo najbrž rekli, da moramo iti domov, mogoče ima kdo še kakšno vprašanje, bi še kaj povedal, ampak očitno bomo morali, ja, glede na to, da nismo niti tega povedali, da se v Puer Eternusu ukvarja von Francova z priljubljenim delom Exuperija Malim princem, bo to ostalo za kakšen drug večer. Profesor, klinični psihiater, ne ste, za vas bi imel eno vprašanje, ker ste tudi omenili, da imate težave z raznimi inženirji v letih in tako naprej, ki pridejo, pa nimajo tega dopolnega, bi rekel, razčiščenega. Bom rekel tako, kot mlad inženir sem se ukvarjal z industrijskim inženiringom in sem študiral tistih debelih 4 knjig prevoda Meinhardovega industrijski inženiring. Bil je izdan vse po hrvaščini, ker v slovenščini ga še danes ni, ne? To je čist neko klasika. Po drugi strani me pa presenetil uvod, ker to iz Amerike prihaja, v ta tehnični, bi rekel, del. Tam pravi, citira Hegla, ne, v bistvu. Citira Hegla in pravi, Heglov izrek je iz teh aksiomov, ki se bliže na industrijski inženiring. Boga ni, človek je Bog. Industrijski inženiring pa je omogočil znanje, vedenje o naravi za boj proti naravi. Za boj proti naravi. Torej, kaj je narobe s tem Heglom? On nekaj ukazuje, on ni več filozof. Zame je filozof tisti, ki pusti prosto svobodo, ne?
razmišljanja. On pa ukazuje, on pove, pokaže, ni, ne, človek pa je Bog, ne, znanje imamo pa za boj proti naravi. To je to, mislim. No, a je že kaj čudenega, če imamo tako zmešnjavo v znanosti. Imamo v znanosti zmešnjavo. Totalno zmešnjavo. In v Sloveniji nimamo nobene politične stranke več, ki bi vsaj dopuščale tega Boga, ne? Zdaj še krščansko socialiste smo zbrisali, ne? Tega ni več, ne? In zdaj imamo samo tiste dva katrebe. Ne vejo, kako se dela, ne vejo, kaj se dela. In dirigira nam bojo. Hvala. A bi jih dali malo na klinično sliko? To je tisto, da dejansko, če Boga ni, ne, Ja. Potem pride do inflacije ega, temu mi rečemo narcis, ki potem se pa je znat. Spravi, recimo Hegel, ki je to zmogel reči, tako je nastajal na človek, ne. V bistvu, ker če Boga ni, potem seveda boj med nami je potem itak. Sam zame on ni več filozof, on je politik. Pa se, s tistim, kar je on rekel, je on politik, ne pa filozof. Ja. To je pa bistvo znanosti. Ampak pravim, mislim, to je imate pa Putina, ki sploh ne ve, za koga svoj narod bombardira. To je tisto, ne, da dejansko ti lahko to prirojeno religioznost, če smem tako reči, da sebe dejansko ubiješ. Ne. To je možno, to je izvedljivo, da tako rečem. Na žalost. Zdaj pa za gospo. Jaz sem kot medicinska sestra, si želim delati na področju mentalnega zdravja, ne? In sem delala v Begunjah in pa v Polju. In sem ugotovila, da v bistvu je v Sloveniji psihiatrija kot iz enega 18. 19. stoletja v smislu nadzorovanja in kaznovanja, ne? Vem pa, da obstaja recimo mogoče kje bolj na severnih državah kakšne malo boljše ideje v smislu, kjer psihiatrija oziroma ne vem, če tam sploh še to psihiatrija res vključuje recimo najboljša spoznanja o nevroznanosti, kognitivni znanosti, recimo tudi Freudova spoznanja in tako. In me res zanima, ker pač očitno v Sloveniji ni prostora, vsaj jaz ne poznam, da bi kje v Sloveniji obstajala kakšna taka ideja, organizacija. Če je sploh kakšna možnost, da bo naša psihiatrija kdaj pripoznala ta res dobra spoznanja, kako delujejo človekovi možgani, človekovo duševno življenje, ne? In da ne bo več, jaz se opravičujem izrazu, ker to, kar sem jaz kot sestra videla, mi je bilo zelo grozno, ampak kdaj bo konec tega, da tako lobotomirajo te ljudi, ne? In jim vzamejo zelo veliko dostojanstva. Ne vem, no, jaz sem res, kar se tiče tega, kar res vidiš, kar se dogaja znotraj oddelka, med osebjem in med ljudmi, ki tja pridejo, ne. In bila res vesela, če bi lahko bilo to v Sloveniji, ne, da moraš iti, ne vem, na Švedsko za to. Ne. Čestitam, gospa sestra. Moj sin je bil, jaz bi samo poudarjala, moj sin je bil zaposlen na Ministrstvu za obrambo, je bil ena noč izpad, bil je prisilno hospitaliziran v Polje, ker sem prišla tja na oddelek, nikoli niti enega dneva bolniška, mi je izdal, mami, jaz bom skočil čez okno, naredil sem bol. Sem ga toložila v Seleta, pri njeniku je terapija, tam je bil obravnavan kot človek. Ne bi rekla, sem ga lahko vzgojila kot človek, ki je pač, ne vem, nekje iz ceste. Ker sem ga pustila samega. On je sam široko dokončal vse to. Kar naenkrat od tega izbruha je tudi zapustil službo in vse to in se je dogajalo vse nekje v oblakih. Nisem imela možnosti, kam so obrnati kot mama. In potem
je pač le pristal tja in doktor je izjavil, ni imel osebnega zavarovanja zdravstvenega, to smo vse potem spovedli nekako ne. Ampak te slike, ko vidiš tam teh otrok, od starši, ki jih vzgajaš vse v dobrem in pridnem, in če izjaviš, otrok nima niti enega dneva bolniške, to pomeni, kot dojenček, ni bil nikoli bolan. V šoli vse pravilno naredil, diplomiral, se zaposlil leto na policiji, potem pa 3 leta na Ministrstvu za obrambo, medtem je imel tudi prometno nesrečo, kar ni želel v bolnici na slikanje glave, kar je bil avto, je bil takrat vtalkane in potem vse to sklipaš. Ampak ti kot starš si v eni taki agoniji, da ne veš v tistem trenutku, kam se obrneš. In zdaj bi še to poudarila. Zdaj v bistvu imam zdaj spet drugič na psihiatriji, ker je malo prekinul to zdravljenje. In ker sem pač dobila ene kontakte, da pač sprovedem to, bi samo to poudarila. Zdaj le trenutno je ta 3. teden tam, je zelo depresivan in me močno skrbi, kaj bo s njim. Prva diagnoza je bila podana kot paranoidna shizofrenija v zelo hudi obliki. Sedaj, druga diagnoza, sem zahtevala drugega sodnega izvedenca. Po izjavi doktorja je bilo povedano, da bolezen napreduje. Ne vem, v tem trenutku še nisem imela več dostopa, da se z zdravnikom pogovorim, kakšno bo njegovo zdravljenje naprej. Ker tako nisem. Kot mama sem zelo, kaj bi rekla, skeptična, ne vem, kako bom lahko naprej. Pač, sin je bil zelo priden v življenju in da se srečuje tam in ki mi zadnjič reče, mami, sedaj me dovolj policaji prijavili v zapor v dob, tukaj je tako vse kadijo. To pomeni, on je tako globoko ranjen, odpriden otrok, se še vedno zaveda, da je pristal tam. Razumem, ja, torej globoko ranjene ljudi ne imamo tle na tej, hvala lepa. Najlepša hvala in zelo se zahvaljujem medicinske sestri. Ja, razumem. Tako je povezano to, kar ste rekli. Jaz sem delala več kot 20 let, 25 let na psihiatrični bolnici, tako da vem, kaj govorite o bedve. In to mislim, da seveda se ljudi v teh posebej prisilnih oblikah zdravljenja nekako razčloveči, da zgubijo upanja in da to seveda ljudje, ki imajo srce in dušo, res težko gledajo in težko sodelujejo pri teh postopkih. Zdaj seveda jaz ne bom šla v to, koliko je to zdaj včasih vendarle mogoče upravičeno ali pa neupravičeno, ampak tako nekako bi vam rekla, gospe v bedve, tako da seveda ni samo na Švedskem, mi tudi tukaj, zdaj ustanavljamo neke centre, ki ne bi bili blizu ljudem, poskušamo lokalno organizirati službe tako, da bi psihiatri prišli pravočasno na pomoč, predno ne bi bilo treba ljudi spraviti v bolnico, poskušamo učiti cele skupine strokovnjakov zdaj za to, da bi živeli na predavanje pred kratkim, celi veliki skupini 130, koliko je bilo tam ljudi, ki jim govorimo, ki jih učimo o pravicah, o drugačnih odnosih, o tem, da je treba pristopiti strpno, človeško, da je treba se izprašati, preden pristopimo do pacienta. Skratka, poskušamo nek nov veter, da je tudi pri nas, čeprav zdaj nekaj centrov, že 20 centrov, mislim, to vsega skupaj, zdaj eni malo boljš funkcionirajo, zadeve na začetku, 2019 so se začeli ustanavljati ti centri po Sloveniji, jaz upam, da bojo prinesli tudi v psihiatrično obravnavo neke nove, poglobljene, bolj ljudem prijazne oblike obravnave. Zdaj seveda predno bomo dosegli raven tako poglobljenega razmišljanja o pacientu in o sebi. Je verjetno še dolga pot, ampak vendar mislim, da delamo neke korake k bolj dostopni, bolj človeški, bolj srčni obravnavi, kot je zdaj dostopna. Svem, da
vem, 25 let sem delala v bolnici, tako da vem, o čem govorite v bedvi. Tudi vem, koliko premalo informacij svojci dobijo, tudi vem, kako pravzaprav je včasih pride do agitacije, nemira, prehudih bolečin, tudi samo zato, ker je prostor tako utesnjen, ker ni mogoče niti ni tople besede, ni mogoče reči, kaj šele to, kar pa podujete vitri. Torej, skratka, ja, torej sistem je treba reformirati, mi se strinjamo, spraviti stvari čim bolj na primarno raven, blizu ljudem, doseči na višje stopne, kaj ne rečem, dostojne obravnave, če nič drugega do psihiatričnega pacijenta in seveda govoriti, delati za svojci, tako da če kaj potrebujete, se obrnite name, vam povem tudi podrobnejše. Hvala lepa. Potem se vidimo naslednjič. Spojre ternosom. Ja, več.